Dobro večer, to sicer ni vprašanje, ampak še ena dodatna tema. Prejšnji teden, torej v zvezi z Gorazdom in njegovimi utopijami, prejšnji teden je bila v Strasburgu konferenca o revščini in enakosti v organizaciji Sveta Evrope. Dan pa pol je bil posvečen univerzalnemu temeljnemu dohodku. V Evropi že poteka in od marca naprej bo tudi pri nas potekala akcija podpisa zbiranja 1 milijona podpisov. Evropske komisije so že nekje neformalno rekli, da bojo zadevo, če bomo podpise zbrali, podprli in tako naprej. Moral bi še eno stvar, ne bom zdaj na dolgo in široko razlagal, zakaj sploh gre. Rad bi samo povedal, da en od redkih časnikov, ki občasno kaj o tem piše, je Delo in še nekoliko bolj občasno pa Mladina. Tako da bi reči, da to je dejansko ena od alternativ, ki po našem mnenju predstavlja nekakšno orodje, ki bo omogočilo celo rajdo teh predlogov smotrno in kvalitetno speljati. Tako da bi vas pozval vse, ko bo to verjetno marca začelo laufati, da se tudi podpišete. Ja, tale dodatek zdajle, mislim, me spodbudil pravzaprav, da se oglasim besedi, ker se krasno nadovezal naprej in sicer gre za to, da trajnostni razvoj ni samo okoljevarstvo. Ampak je to mnogo širši pojem, mnogo bolj kompleksen pojem. Predvsem mislim, da je to nek pojem, ki nas mora spodbuditi v iskanju nove družbene paradigme, sistema vrednot, kot vemo, je sedanji sistem vrednot, če pogledamo, kje se primerjamo svoje uspešnosti, države med sabo, podjetja med sabo, ljudje med sabo, to je rast, profit. In to je v končni konsekvenci ta sistem vrednot, ta paradigma je po eni strani je samo uničevalna, po drugi strani nas je tudi pripeljalo v to krizno situacijo. In zato, če se pogovarjamo o nekem trajnostnem razvoju, se pogovarjamo o neki harmoniji, pomeni, da moramo priti do nekih nove družbene paradigme, ki bo nek sistem vrednot, kaj je uspešno, kaj ni uspešno, drugače postavlja. Ta razprava o univerzalnem temeljnem dohodku je tudi sestavni del tega. V času Pahorjeve vlade je Školč spodbudil eno skupino, v kateri so bili Hanžek, bila Lučka Kajfež, Bogataj in tako naprej, ki je naredila zelo, zelo zanimiv prispevek o tem, kaj po krizi, kako iz krize in tako naprej. Ta prispevek je bil skoraj da spregledan. Tisti, ki so se majčkeno pojavili, komentatorji so ga v glavnem podcenjevalno uničili, je pa izvrsten program, še danes ga je vredno prebrati, ena od redkih stvari, pod katere se mirne duše lahko podpišem, ki ravno govori o tem trajnostnem razvoju z stališča solidarnosti, z stališča družbe in tako naprej. Skratka, to ni samo okoljevarstvo. Jaz se strinjam s tem, sem v redu, ne, absolutno. Sam dodal bi, da pač dobro, ne, pač te spremembe paradigme, ne, ampak poleg vprašanj spremembe paradigme imamo tukaj zelo konkretne stvari, ne, pač imamo v bistvu problem neskončno pospešene pozadave slovenske kmetijske zemlje, ne, kar nas bo udarilo pač tudi nazadnje po žepih, ne, imamo gradnjo termoelektrarne Šoštanj, ki nam bo požrla ogromna javna sredstva in nam še bo žrla zdravje in nas še umestila v mednarodnem kontekstu, ki bo vedno bolj zaostren
podnebnih sprememb nekam, kjer ne želimo biti in kar nas bo spet verjetno udarilo po denarnicah. Imamo še marsikaj drugega, ampak hočem reči, problemi so zelo konkretni, ne, in mogoče niti ne potrebujejo spremembe paradigme, ampak potrebujejo, bi rekel, politično moč in politično voljo, da se pač, bi rekel, z njim, da jih rešimo. Ne. In imajo tudi zelo, bi rekel, konkretne rešitve. Ne. Ta razopit izvoz slovenskega lesa v Avstriji. To so, bi rekel, zelo konkretne stvari, ki v Sloveniji ne štimajo, zato ker pač nimajo politične moči in politične podpore. Ne. Kar se tiče sprememb paradigme, pa ja, mislim, jaz sem filozof po izobrazbi, tako da rad razpravljam o spremembah paradigme, ampak v tem trenutku v tem političnem trenutku me bolj zanima, kako vzpostaviti pogoje za reševanje pač teh konkretnih problemov, ne, ki jih pač v Sloveniji ne rešujemo, ne, okoljskih. Ne. Če bi recimo nekdo dosegel zmogo, vsak izdelek dobil naredko o okoljskem vtisu, tako mora vedeti. A veš, pa potem verjetno se te prvič, druga mariborski nismo naredili, tukaj je to pomakne, no, se s tem veliko ukvarja. No, mene je pretreslo, recimo 60% nafte na svetu se porabi v kmetijstvo. Zaradi tega na hrana v povprečju je Američana, ki naredi 3500 kilometrov, ne. Pri nas smo pa tudi zveli zdele, ne samo konjsko meso, pa ne zelenjava. A veš, imamo termoelektrarne Šoštanj, ne razopita, ampak ni največji problem. Čeprav se danes mogoče tako sliši, ne, da je največji onesnaževalec in tak, ampak koliko recimo mi okolje obremenimo ravno še z ostalimi stvarmi. S transportom hrane, z lastnim transportom, z embaliranjem izdelkov, ki so okolje, ali je tek važno, kaki škatlje zona pasta, to ni, ne. Treba je pač vodijo po teh supermarketih za to, da ti čim več zapraviš. A si predstavljaš, kako izgleda ekonomija pa naša finančna blagajna, če bi recimo imeli davek na okoljski vtis, na kabelke iz Kitajske, na recimo paradižnik iz Nizozemske. Spet, odlični predlogi, strinjam se z njimi, pač verjetno je treba, bi bilo treba v Bruslu, ampak, v redu, jaz bi rekel, hvala. Hočem samo reči, ne nas pač, bi rekel, radikalne, dolgoročne, pač, bi rekel, dobre, nujne, pač, ideje ne odvrne od tega, kar delamo zdaj, da imamo zelo konkretne, zelo velike, bi rekel, okoljske katastrofe, ki jih počnemo, ta hip pa bi jih zlahka preprečili ob dovolj veliki politični volji. Samo nekaj glasov več, pa bi termoelektrarno Šoštanj pač ustavili, pa se ne bi gradila. In sploh ni tukaj vprašanje, ali je embalaža večji ali pa manjši problem onesnaževanja v termoelektrarne Šoštanj. Pač oboje je ogromen problem, ampak termoelektrarna Šoštanj bi lahko lansko leto zaustavili z nekaj več političnimi glasovi več. Pa nismo, ne? Vse kolegica? Sam prejmo še kolegica. Študentka drugače pač ekologija in naravovarstva. In pač bi rada sem poudarila to, da si več predlogov, ki ste jih danes rekli, hodi z roko v roki, ker vi ste tudi poudarjali pozidavo kmetijskih zemljišč. Problem tega je, da mi imamo preveč občin in sprememba namembnosti zemljišča se v bistvu ureja na nivoju občin. In mislim, da je že profesor Trček prej omenil pač ta problem razdrobljenosti slovenske, ker če imeli mi manj občin, ne bi mogel, vsak v bistvu pozna skoraj župana, ne, če imamo toliko občin, in bi se malo izognili temu vplivu in podkupovanju. Ali pa planiranje na regionalni ravni. Ja, točno to, ne, ker Slovenija je zelo slabo samooskrbna stališča hrane in pač Slovenci se tega ne zavedajo, mislijo, jaz sem svoj vrt, ne, jaz imam 3 paprike na leto, sem samooskrben, ja, pač pri nas smo 30% samooskrbni in to je zelo velik problem. 60% žitaricami, pa tudi dobršen del prašičev, ki so pršut, so hitro vzgojeni prašiči na Madžarskem. Točno to je, in to je v bistvu globalen problem, ne, da mi imamo dovolj hrane, da bi nahranili cel svet, ampak ker si mi želimo vsak dan zrezek na krožniku, pač se ne porabi za to hrana in ljudje stradajo. To je bila recimo ena tema v razgovoru, da mi bilo čisto
jasno povedano, tako revščina kot lakota sta izključno posledica napačnih političnih odločitev na svetovni ravni. No, ali pa pravilnih, ne? Ali pa požreščnosti, ne? Vseh pač, ki si želijo meso. In spet gre za grabež, ne, ravno pri spremembi namembnosti kmetijskih zemljišč, seveda pač je to en največjih verov dobička za... Se sliši tudi, ne? Imam eno vprašanje za vse, malo kasneje sem prišel. Zdaj me pa zanima, ali je neka implicitna domneva pri vseh teh problemih, ki ste jih, kolikor sem slišal, ne, zlasti vaja 2, ta, da bi vendarle bilo potrebno organizirati, se pravi, nek politični subjekt, neko silo. Prej smo se pogovarjali o imenu, recimo neko socialistično, demokratično stranko, ki bi bila radikalno leva, ne, se pravi z vidika današnje terminologije, pa umeščan, ki bi se borila za demokracijo neposredno na delo, ki bi poskušala vrniti delo, tako kot ste vi prej rekli, zopet neko gled, pa se pravi nek nadzor nad delom, ali je zdaj to? Če jaz kratko napadem, mogoče bi potrebovali neko delovsko kmečko zvezo, ne? Ampak ker so midva oba sociologa, veva, da bi tudi potrebovala rekonceptualizacijo dela, ne? Kaj vse je delo. Zdaj, se bi malo navezal, tle, kaj je Luka govoril, on je zelo lep koncept povedal, grabež skupnega. Ne? Grabež skupnega ni samo zadeva, ki zadeva ekologijo. Na vse zadnje grabež skupneža so tudi mariborski radarji. Ne? Odkje so v glavnem polni občinski budžeti? Iz glavarine, kot rečemo včasih, iz dohodnine. Ne? Če gledate razrez, malo čez 50% je to. Ne? Žena mojega bratranca je zdaj ravno na letalu za, kam že, ki imajo dober konjak, Armenijo, ne? Grejo tam na neko debato, novinari o tranziciji. Ne? In pa so imeli na Facebooku debato, čaka se pri nas končala že ta tranzicija ali se ni. Ne? Malo nam gre že na jetra, ne, da govorimo o tem tranziciji. Mislim, ti spet dokje, ne bomo govorili na 50 podlage, pa na 50 let tranzicije, pa smo nikoli konca. Ne? Ampak dejansko, a veste, a smo mi zaključili tranzicijo ali ne? A bomo zaključili kot neko, kot temu radi rečemo, retromarksistično primarno akumulacijo kapitala oblastnikov in nekih solastnikov, ne? Dobro, malo so tle zamudili, kot kaže Kordež, pove odkrito od Merkurja, ne, malo nas je čas. Ne? Ali jo bomo mogoče zaključili nekako drugače, to se mi zdi tudi en tak zelo pomembno vprašanje, ki se nanaša spet na neko to našo plitko. Mi vedno prepogosto mislimo, da nekih alternativ ni. Ne? To je tako pa tako. Ne? Evropa pravi tako pa tako. Ne? Ja, klinc, ne? Kdo pa je ta Evropa? Ne? Jaz vedno znorim že na faksu tam. Ja, univerza nalaga, zakon nalaga. Ja, Kristus, kdo pa piše zakon? Mišek z Marsa? Ne? Ali, dobro, pustimo ob strani ideološko strukturo, pustimo ob strani teze, da je to legalizacija primarnega umora, pravo in tako naprej, ne, da ne bomo preveč filozofirali, ampak zavedati se tudi teh dimenzij. Ne. Kako je z grabežem skupnega, kot to Luka lepo pove, ne, če se tako izrazim. Ne. No, ampak sem malo bilo je rečeno, ne, imamo torej to skupno gmajno, zdaj se privatizira, kako to ustaviti, ali je zdaj tukaj na mizi, damo staniti stranko, ne staniti stranke, to je bilo moje vprašanje, se pravi, ki bo socialistična, demokratična in bo se vrnila konceptu, ne vem, delane tri vrednosti, ki bo začela tematizirati v resnici probleme, ne pa se jih samo izogibati in tako naprej. Ne? Moj odgovor je trojni. Prvič, je tu vprašanje, ali bi se sam bil pripravljen angažirati v neki politični stranki in je odgovor ja, če bi program bil prepričljiv. Nekako v tem smislu, kot smo se danes cel večer pogovarjali. Drugo vprašanje je, ali iti na volitve, če take stranke ne bi bilo. Moj odgovor je tudi ja in voliti tisto stranko, ki ponuja relativno največ oziroma ki je najmanj slaba. Tretje pa vprašanje, ali je potrebno nadaljevati s pritiskom, kakršnega smo izvajali doslej,
ne nujno samo v obliki ulice, lahko tudi z drugimi oblikami. Prosim? Ne, jaz mislim, da bolj z argumenti, ne? Z argumenti, z obveščanjem in tako naprej. Odgovor je v vseh primerih da. Celo, če bi ustanovili svojo stranko z najboljšim možnim programom, je še vedno potreben pritisk civilne družbe in spremljanje, ali ta stranka sledi tistemu, kar je obljubila ali ne. Jaz moram priznati, da me zelo moti ta singularnost, ta ednina, glava me boli že od tega poslušati, sem stranka, ne. Zlasti na tistem nivoju slovenski osamosvojitelji gospoda 70+ bojo delali stranko, kjer se bojo odločila, bo vodja te stranke vnuk od Kardela, vnukov ne zbiramo, z gospodom Šoltesom se v veliki meri strinjam, kaj pove Aldo drug. Ne. Verjetno rabimo več strank. Jaz zadnje tedne tulim, pa me gledajo vsi kotele, jaz vedno pravim, mi potrebujemo tudi kleno konzervativno stranko za 21. stoletje. To je tudi naš problem, gospa, je to tudi naš problem. Drugi. A veste, ne, tudi za neke teme, a veste, ko bo treba strokovno vprašanje odločati, a veste, prej se nisem vezal na referendum, nekatere teme grejo na referendum, ne. To, koga bomo umetno oplojevali, to ni tema za referendum, po moje, ne. A veste, ali pa imeli smo referendum, najbolj norih je bil, kaj že bilo, kako naj privatiziramo neke železnice, ki je bilo vprašanje tako kretensko prostavljeno, pa mogoče nisem najbolj neumni človek na svetu, ampak halo, ne. In v tem primeru rabite tudi seveda konzervativno stranko za 21. stoletje, imamo tako volilno populacijo, imamo ljudi, ki tripajo na to ideologijo, ampak ki morajo govoriti jezik konzervativnih strank 21. stoletja, ne pa 19. stoletja, ker so problemi, ker se bo treba dogovarjati o teh zadevah. Ne? In dokler nam to ni jasno, se opravičujem. Mogoče bom jo jaz njim naredil, če sami niso sposobni, ne vem, ne mislim. Dobro bi bilo, da jo imamo, ne. Tonin je bil moj študent na vse zadnje, ne, se ni toliko napačal. V Stajniščem, vam priporočam, da si preberete uvodnik Boštjana v zadnji sobotni pogodbi. Jaz bi zdaj prosto sem zmal potrpljenja, dal bi še sorazpravljavcev, ki jih ne vidimo tukaj besedo. Je kolega zbral nekaj vprašanj spletnih obiskovalcev, tako da... Predstavil bom nekaj vprašanj in trditev, ki so jih postavili naši bralci na Twitterju. Najprej pa čestitke vsem sodelujočim. Kot so sporočili z dela, je naš neposredni prenos spremljalo več ljudi kot konkurenčno soočenje županskih kandidatov, kar mislim, da je kar lepo priznanje vam. Nimam podatka, samo podatka imam, da je bila večja gledanost. Mogoče bi se tu navezal, ravno kar ste govorili o stranki, uporabnik Templar postavlja trditev, da bo res verjetno težava s to stranko, ker so protestniki proti levim in desnim, ne, in bodo težko našli stranko, recimo, na katero bodo lahko pritiskali. Ja, potem, kolikor sem videl, so uporabnike zelo zaintrigirali, mislim, da je bila to pobuda dve pobudi iz občinstva, in sicer, da se del parlamenta bi izbral za žrebom, to je kar naletelo na velik odziv. Nekje na sredi je, nekateri pravijo, da v bistvu vseeno se s tem nekje spodkopava tale, pod narekovaj, ljudskost parlamenta in pač, da imajo vsi pravico in da tudi v tem primeru ni garancije, da ne bodo ti žrebani seveda strankarski ljudje. Druga stvar, ki pa je naše uporabnike zelo zaintrigirala, je pa tudi mislim, da je ta pobuda prišla tudi, mislim, da je iz občinstva, in sicer, da bi morali tudi poslanci, tako kot pri vseh ostalih poklicih, tudi oni dosegati ustrezno izobrazbo. Recimo Meta pravi, da imajo poslanci opravka z zahtevnim gradivom, ki ga obvladajo toliko manj, kolikor manj izobraženi so. Samo trenutek še. Podpirajo to idejo nekateri. Samo trenutek, da se še pribijem skozi. Potem recimo Darko pravi, da bi bila ta ideja o teh izobrazbenih omejitvah
porazna za demokracijo in da je grozno, da kaj takega sploh komu pade na pamet, ker je parlament ljudski. Potem mislim, da je še eno od vas razpravljalcev govori o tem, da je treba omejiti moč v vrhovih strank. Marko recimo je nasprotnega mnenja, pravi, da mora biti v vrhovih strank zelo velika moč, saj samo tako lahko delujejo pravi lideri in da je tako po celem svetu. Vse pa naši uporabniki strinjajo tudi s tem, da so nujne dopolnitve zakona o volitvah. Toliko, mogoče čist na hiter pregled, upam, da sem vse prevzel. Sicer pa poziva eden od uporabnikov tudi, da bi bilo treba županske kandidate in vas povabiti skupaj v gostilno. Mogoče za šalo za konec. Rok, lahko samo en komentar. Glede na to, da je daleč največ odziva očitno na to idejo žrebanja poslanca, moramo poštevati realno zelo visoko brezposelnost v Sloveniji, po moje, in da je to pač vrhunska ideja za rešiti eksistencialen problem. Mislim, da bi loterija dosegala rekorde, nedvomno. Se opravičujem, eno vprašanje še imam mogoče za sogovornike, to je prišlo dopoldne in se deloma samo navezuje na vaše današnje. Miho recimo zanima, kako si predstavljate prihodnost bodočih generacij, če so vse zaposlitve samo začasne oziroma po podjemnih pogodbah. Prihodnost je začasna. Kdo dovolj pogumen za odgovor? Igor, ti se spoznaš na pogodbe. Jaz lahko nekaj povem, sem bojo upokojenci med tepel. Leslie Turrow je ameriški politolog, zdi se mi, da je tam že konca 80-ih postavil tezo, da bo demokracija propadla zaradi upokojencev. Oni izhajajo iz tega, da je to edino tako volilno telo, ki se briga zase, ki bo hodil na volitve in tako naprej. Zdaj, jaz dostkrat tulim, da se v tej državi noben ne ukvarja z mlajšimi od 35 let, pa to bi se skoraj dal že nategniti skoraj do moje generacije. En odgovor bi bil tudi, pejte na ulico. Jaz mojim študentom na zadnje čase pravim, počnite to, kar smo mi počeli v 80-ih, kradite knjige. Veste, če je knjiga, ki je subvencionirana, pa jo izda študentska založba ali do 50 €, kako naj študenta pošljem, naj si kupi 4 knjige, da bo nekaj študiral. So tudi čist praktična vprašanja. Upam, da nam spet položim to zaradi tega dobivam. Kakorkoli že. Podobno je, veste, tudi s številnimi manjšinskimi politikami. Jaz sem lahko zelo empatičen in podpiram prihod na ulice in boj slovenske lezbiške in homoseksualne scene, ampak dobro, lezbike so bolj fajterske slovenske, ampak homoseksualci morajo tudi sami priti na ulice in se izboriti za svoje pravice. Isto mladina. Mogoče je tle malo razlika med nami pa kakimi drugimi državami, ker je ta družinski servis malo močnejši, ki počasi poka po šivih. To, da smo v globoki krizi, je tudi dokaz, da se odpirajo štacune, ki odkupujejo zlato. Tega še nismo imeli pol leta nazaj. Zlato bomo prodali, kamo prodali, pol še srebrnino, ko povejo politiki, pol pa ne vem, se moklali med sabo. Skratka, enostavnega odgovora ni, ampak dokler bo mladim ključni problem sam to, dobro, politika se ne bo upala iti v šolnine, ampak dokler bo ključni problem sam zvišanje študentskih bonov, dokler najo rasul študentskih funkcionarjev, ki so po domače povedano sranje še iz mojih let, pa iz let še starejših, do takrat ne vem. Morda bi še jaz odgovoril neposredno na tole. Mladi so tista skupina v Sloveniji, ki so največji poraženci tranzicije. Mislim pa, da je to povezano tudi s tem, da je ta generacijska skupina razredno povsem neorganizirana. Vsaj doslej do teh protestov je bila. Upokojenci so relativno dobro preživeli to tranzicijo tudi zato, ker imajo svojo stranko, ki po spletu okoliščin vedno predstavlja jeziček na tehtnici in potem gre v vsako vlado in vsako vlado izsiljuje za interese te partikularne skupine. Srednja generacija je še precej sindikalizirana. Mladi imajo pa koga? Mladi imajo pa študentsko organizacijo, ki je vedno prodala njihove dolgoročne razredne interese na točki študentskega dela.
Pravzaprav zakaj? Zato, ker sama študentska organizacija dobiva rento od študentskega dela. Ne? In so bili pripravljeni vedno popuščati pri vseh mogočih drugih stvarih, samo da je vlada pustila študentsko delo v primeru. Študentska organizacija je celo naščuvala mlade, da so šli kamenjati parlament. Zakaj? Za kateri cilj so ga pa kamenjali? Kamenjali so ga pravzaprav za pravico do ohranitve najbolj prekarne oblike zaposlovanja, kar jih pri nas obstaja. Zato, da so rušili zakon o malem delu, ki bi jim dal nekaj več pravic in več socialne varnosti na dolgi rok. Kar v praksi pomeni, oprosti, ja bom pa povedal. To bo seveda te mlade posameznike teplo čez desetletja, ko bojo gledali, koliko sploh delovne dobe imajo in kakšne bojo njihove pokojnine. Ne? Na kratki rok pa to stanje ustreza prav vsem po vrsti. Gospodarstvo ima na voljo fleksibilno delovno silo, ki je poceni, ki je neobdavčena, vlada ima socialni mir, študentski funkcionarji črpajo rente, študentje, ki gledajo kratkoročno, pa preživijo iz meseca v mesec. Zdaj, v praksi to pomeni dve kratke zgodbe. Ne? Mojih 20 najboljših študentov konča študij, kar naenkrat jih je spet 10 brucov na logistiki v Krškem, fiktivno, da vlečejo naprej študentsko delo. Še druga zgodba, in boljši študent leta dela na ministrstvu za delo IPD, ITD, ne? Diplomira z odliko, pravim, ja, kaj boš zdaj, te bojo zaposlili, kaj pravim, ne, se jim bolj splača imeti študente, ne? Veste, to je resorno ministrstvo, ki se ukvarja z njimi. Tak je imamo, žal. Dobar dan, Nataša Mori. Nataša Mori tukaj. Moje vprašanje se navezuje na vajne komentarje. Imamo demonstracije, imamo tribune, imamo forume, debatiramo, super, da se dogaja, ampak kako povečati kritično maso? Imamo 40 000 brezposelnih med 25 do 40 let. Kako prepričati te ljudi, da se aktivno začno udeleževati, kako povečati pritisk na politiko? Sami ste prej omenili, politične stranke so organizirane. Imate kaj, kakšno strategijo, ideje, se dogaja kaj glede tega? Se tudi zdajle dogaja, ravno kar. Koliko tisoč ljudi nas je spremljalo? Ampak premalo, mora biti kritična masa. Na spletu Revolt Alternative ravno o tej strategiji pisal. Vas pozivam, da si preberete, da ne bom dolg, ampak bistvo tistega, kaj sem tam hotel povedati, je to, da rabimo ene vrste frontno organizacijo, se pravi, da se ne kot stranko, ampak kot frontno organizacijo, ki naj v svoje delovanje pravzaprav privablja vse pore civilne družbe, organizacije civilne družbe, ki se identificirajo z cilji gibanja. In to je edini način, da dosežemo nadkritično maso. In ta stvar potem lahko gre tudi, ne vem, na koncu že do zveze gasilcev, če hočete. Gospod čaka že nekaj časa, če lahko se. Mogoče bi pomagal odgovoriti na to vprašanje. Zdaj sem na Facebooku videl, da pride v Ljubljano Mišel Huson, katerega knjiga je bila pred kratkim prevedena v slovenščino, njen naslov je Čisti kapitalizem. In tam noter je nekaj sjajnih idej, ki so hkrati lahko tudi odgovor na to vprašanje nekoga, ki je očitno to spremljal, kako zaposliti mlade, ali pa to, kar je tam gospodična vprašala, kaj bi zdaj z vsemi temi mladimi od 25 do 40 let, pa če pomislimo, kakšen je tehnološki razvoj in tako naprej. Eden izmed ključnih ukrepov, s katerim mislim, da bi se morala neka bodoča stranka, če bo, upajmo, da bo, v resnici spopasti predvsem krajšanje delovnega časa. To je zelo, se pravi, to je bil naporen boj, vendar je izvedljiv, hkrati z vsemi spremljajočimi posledicami, da ne bo to potem samo intenzifikacija dela. To je ena, drugo pa je treba v bistvu zelo bistveno prezati predvsem vse te recimo rente oziroma finančni kapital, to je samo to, kar je Gore spovedal, ena izmed oblik, seveda ne, tukaj je morje vzemnih skladov,
v mojih financah sem prebral samo v Sloveniji, so jih ocenili 255, kar je v bistvu samo ena reklama za to je bilo treba temeljito obdavčiti, ker so tu pričakovani donosi, ki v bistvu dobesedno restaurajo našo ekonomijo več kot 15% in je skoraj nemogoče že organizirati kakovostno in seveda trajnostno, kar je bilo prerečeno ekonomijo, kjer bi ekonomija služila predvsem družbenim potrebam. Se pravi to, ne, ko si ti prej rekel, da bi imela stranka nek smiselni program, to je smiselni program in mislim, res me preseneča, da bo ta 30. marca v Ljubljani, ko se mi zdi res javna knjiga poleg vseh drugih, ne, ki so, moram priznati, v zadnjem času dejansko izšle. Se lahko še neposredno na tole odzovem. Jaz mislim to, lejte, tudi če ne bo prišlo do nove stranke, bistvena stvar, ki se je zgodila v zadnjih mesecih v Sloveniji, je to, da so se politiki začeli bati ljudi. Se pravi, pritisk državljanov šteje. Ne? Če bomo zmožni artikulirati uresničljive programske zahteve, jih bojo morale tudi obstoječe stranke upoštevati. To je bistveno in to ste, bom rekel, izposlovali v Mariboru, ko ste uspeli vreči Kanglerja. Temu se reče, da je kritična masa enako radarji po vsej Sloveniji. Mislim, radarji so bili tak samo sprožilci. O tem govorim. Ja. Potreben je gigantski sprožilec. Ni še prišlo res do njega, partikularen je bil, se tem zdi. Partikularen je bil, ampak zgodilo se je to, da je ulica vrgla mogočnega politika, ne enega, 3 pravzaprav že, ne, v 3 mesecih. In mislim, da od tega zgodovinskega dogodka naprej stvari ne bojo več potekale tako, kot so doslej. Mi moramo biti samo pametni in oblikovati smiselne učinkovite zahteve. To je še bolj pomembno, kot narediti lastno stranko. Jaz bi samo to izpostavil, pač pred prejšnjimi volitvami se je oblikovala stranka TRS oziroma gibanje TRS in bile trajnostni razvoj Slovenije in zdaj se lahko vidi, kakve so posledice, bilo je dobro organizirano oziroma dobre cilje so imeli, ampak na koncu se lahko vidi, kaj je prišlo iz te dobronamerne organizacije. No. Zdaj se moram jaz navezati, da veste, tukaj moramo gledati tudi na medijski prostor. Če ste vi šli tam gledati, recimo 80% slike Matjaža Hanžka je bilo Matjaž Hanžek v sneni jakniki kadi. Ti boš meni sral zdaj o ekologiji. Mediji, evo, zdaj gledam vmes, danes je odmevi spet Janez Janša. Ne? En dan ga ni, so novinari že, mater mila, kamajo, addiction, ne? Odvisni so. Ne? In zdaj bo prišel odmeve, prej ni hodil, prej hodil po nekih obskurnih televizijah, zdaj bo šel jokat. Ne? Moram reči, to, kar je tudi Goraz govoril, malo se bi morali tudi mediji zbuditi, koga pripuščati k medijskem koritu. Ne? Mislim, ker to je že, jaz pravim, pa to je nanizanka 20 let. Ne Janša, Janša, ne Janša, Janša. Ma mislim, verjetno v Severni Koreji imajo bolj zanimiv TV program. Dosadno, mi smo odjavili televizijo uradno za današnjim dnem. Še tole vprašanje imamo, potem pa zaključimo, ker nas že malo čas priganja. No, se nima vprašanje, ampak odgovor ali pa repliko. Super. Ja. Iščemo rešitve v nekih političnih strankah. Malo bo treba pogledati, kakšne stranke imamo pri nas. TRS je bil omenjen, na primer. TRS je v bistvu vse to, kar sem zdaj poslušal. Jaz sem si ta TRS-ov program zelo dobro prečital in ugotavljam, da vse to, kar smo zdaj tule govorili, diskutirali, je v programu te stranke not. Brez politične propagande. Ne, se ne govorimo o politični propagandi. Političnih strankah obstoječih se ne smemo in ne bomo pogovarjali. Ok. Prostite. To je bilo to. Diskusija ni zaključena, ampak se nadaljuje v predverju. Jaz vas vabim na en kozarček, da greste z nami, bomo debatirali naprej, ampak za... Ja, no, pa 2, 3. Vsekakor se vam najlepše zahvaljujem za vašo udeležbo, tudi ljudem spleta, tako da hvala. En aplavz nam tudi.